Na 11. Magdaleni tisto, kar je mogoče zdaj, mislim, temu pravim, pač nova Magdalena za neko novo ero, novih 10 let. Tisto, kar ponuja festival, je mogoče razširjeno festivalsko dogajanje. Torej ta delavnica oblikovanja interakcij, ki se dogaja en teden pred festivalom, z namenom tudi narediti nek produkt v bistvu tukaj, ki bi lahko mogoče ostal v trajni lasti tudi v mesta Maribor. Po drugi strani potem je pa seveda tistih 3 dnevi, ko smo že vsi navajeni, četrtek, petek pa sobota. Četrtek pred otvoritvijo festivala bomo imeli mislim, da v Tobaru tako zelo neformalno predstavitev v bistvu tega, kar se na delavnici dogaja. Potem je otvoritev festivala in hkrati otvoritev retrospektivne razstave Mirka Ilića, njegov 30-letni opus. Bolj je vrsta predavanj kot vsako leto v bistvu z zelo različnih področji, fotografske delavnice Kamera Obscura, oziroma kot Susan Celec temu pravi How to work your pinhole camera, kjer se bo v bistvu naučili fotografirati s prvim fotografskim aparatom in na koncu tudi se bo naučili izdelati ta aparat, da bo lahko z njim slikali. Druga je, potem je tudi v sklopu tega bo v galeriji Media Nox otvoritev razstave Susan Celec, pač fotografij, ki jih je ona delala z pinhole kamero. Od modne revije v Gustavu, ki bo v soboto ob 11. zvečer pred koncertom, oziroma bo to koncertno dogajanje v soboto kar nekako prepleteno, tako da se bo istočasno dogajala modna revija, pa v bistvu DJ, ki se potem nadaljuje v nek žur. Kanda Kodža najboljše pride, v bistvu mislim, da prvič v Maribor nastopati, ali pa je že se čini, že ga vsaj zelo dolgo ni bilo. Predstavili bomo Disco Vajagi DJ spektakl. Tisto, kar smo mi pomenovali za sobotni večer, je Čikiliki audiovizualna veselica, ker se nam že ti neki nazivi party pa tak, pa onak se nam zdijo morali smo se malo sprostiti pri teh nazivih. Čikiliki predvsem zato, ker je to neka povezava, kjer bo DJ Roka, ki je lokalni DJ, sodeloval z Hanno Holland pa Tony Jarvis, v bistvu obe DJ, ki so se Mariboru že predstavili, ampak nažalost v bistvu za moj okus mogoče premajhen krog ljudi v bistvu doživel to, kaj oni ustvarjajo na glasbenem področju. Pol je ta konferenca v bistvu Creative Cities, ki jo organiziramo skupaj z British Councilom. Predavatelji bodo dr. Franco Bianchini, Karloš Martinš, ki je vodja v bistvu projekta Evropska prestolnica kulture 2012 v Gimarajšu, Tom Fleming, ki je v bistvu, on se predvsem ukvarja z creative consultancy področjem, v bistvu z svetovanjem na področju razvoja kreativnih industrij in vpeljave v bistvu kreativne ekonomije v dolgoročne razvojne plane mest. Tisto, kar je zanimivo, recimo, če primerjamo ta dva projekta, EPK Maribor in Gimarajš, na Gimarajš je tretjino svojega programa podredil razvoju kreativnih industrij, kar je po eni strani, imaš te show-up programe, ki morajo biti, ki so pač veliki spektakli, ki ti pripeljajo nekaj ljudi, ampak na trajnostnem razvoju pa tisto, kar jaz tudi verjamem, da kreativna industrija je tisto, kar lahko Mariboru prinese konkurenčnost v primerjavi tudi z Londonom, tudi z New Yorkom, ker v osnovi so te stroški za vstop v to dosti nižji, ker v osnovi rabiš samo kvalitetni ljudi, ki imajo pa računalnik. Mislim, da zelo poenostavim, ampak još se da že dosti na tem področju narediti. Jaz mislim, da Slovenija pa ta regija ima zelo dosti kvalitetnih kreativcev, ki lahko dosti povejo. Je pa treba narediti tudi dosti naredijo, je pa treba res narediti neko platformo, ki bi podpirala v bistvu razvoj kreativnih industrij, torej ki bi vzpostavila produkcijske možnosti v tem mestu. Dobro veš tako kot jaz, da je ogromno stavb, ki so prazne v tem mestu, ki se nič ne dogaja, po drugi strani je pa ogromno društev, ne samo mi, ampak tudi ogromno drugih društev, nevladnih organizacij, ki pa imajo prostorske stiske. In tisto, kar bi mogoče bilo čisto normalno za pričakovati, je, da se pač te prostori v bistvu dajo v upravljanje oziroma v uporabo tem društvom, ki dejansko se trudijo nekaj narediti. Si pokukal kaj na prijavljena dela, kako izgleda? Ja, sem. Mislim, to je tako, da nažalost ni tako, da bi samo pokukali, ampak se prav
panično čakamo tisti zadnji deadline, da vidimo, koliko bo to končno število del. Letos smo žal bili prisiljeni dvigniti ceno oziroma na končnem deadlineu, ker smo 10 let smo delovali za ceno 25 evrov na prijavljeno delo. Dejansko nas finančna situacija, pa ta, tudi, da rečemo, uvedba evra nam je povzročila, da nam je marsikateri strošek narasta. Lansko leto smo ugotovili, da definitivno več za takimi cenami ne pridemo skozi, ker festival se v 90% v bistvu sam sebe financira oziroma financira preko kompenzacijskih dogovorov oziroma sponzorskih dogovorov z našimi partnerji. Mislim, da je to razlog, da je letos malo manj del, ne? Je pa jih okrog 393 je točno število. Kar nas veseli je po eni strani, da je več del, recimo letos je Hrvaška krepko pred Slovenijo po številu prijavljenih del. Je pa res, da imamo pa predvsem problem v bistvu pri državah, ki niso v tem ožjem krogu, torej, kjer imamo zelo dobre stike, ne, in to je nek izziv za naslednje leta, v bistvu najti tudi dobre kontakte v, ne vem, Rusiji, Ukrajini, Angliji, Italiji, s katerimi bi lahko zelo dobro delali. Letos smo spostavili nekaj sodelovanja z Ukrajino, z akademijo iz Sankt Petersburga, z Elisavo iz Španije, tako da zdaj to sodelovanje v bistvu je na nekim na manjšem nivoju, v bistvu, ker bomo tudi mi njihove programe predstavili. V upanju pa mislim, da gremo v to smer, da se pa to skozi leta v bistvu pojača in postane dejansko tisto neko partnersko sodelovanje, kot ga imamo recimo z studijem dizajna iz Zagreba, Sarajevsko likovno akademijo, Splitsko likovno akademijo. Mislim, se mi zdi škoda, da se ta upad zgodi, mislim, da ga pa tudi lahko malo pripišemo splošnemu nekemu stanju, ker se ljudem že 25 evrov zdi dosti. Torej od jožk, nog, petk, mrežastih štumf, zdaj usta. Kaj pravita torej kreativca, ki sta vizualno letošnjo podobo postavila? Kaj to pomeni? Ona dva sta šla v bistvu predvsem z neko idejo koristiti usta kot, oziroma sta delala bolj mogoče manj poudarka dala na sam tisti dizajn, ampak bolj na celotno komunikacijsko strategijo, torej da v mesto v bistvu z samim našim označevalnim sistemom dosti bolj živi z mestom, ne. Usta pa sta preprosto zbrala iz nekega razmisleka o tem, veš, kaj je tisto glavno komunikacijsko sredstvo, ki ga imamo, ne. In to so dejansko usta, ne, ki lahko izražajo žalost, veselje, jezo, karkoli, ne. Tako da se mi zdi, da grejo, ne, so tudi seksi, ne, ker festival sam po svoji naravi je tudi seksi in mora biti seksi, ne. Predvsem je pa ta ideja tega simbola, zelo jasno prepoznavnega simbola komunikacije, ne. Od koga ti so usta? Od njiju ne, ne? Ne, od njiju ne. Fotografije ust je naredil Saša Hes. Zdaj pa bi se ti zlagal, če bi rekel, od koga, mislim pa, da so od punce od enega izmed dizajnerjev. No. Da se nisi lupčkal ti s totimi usti? Ne, nisem. Mislim, da bi me potem dizajner za uhe potegnil. Srečno, srdan. Hvala.